teme. Kids TV. Zapojmo. Kili, kili. Ko so vstali indijančki, zunaj pa ni sončka bilo, brž so zlezli iz šotora in zapeli pesmico. Kili, 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 jaka, zaka, oko, ama, bum, bum, bum. Kili, 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 jaka, zaka, oko, ama, bum. Ole, majole, kili, 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 bum, bum, bum. Ole, majole, kili, 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 bum. Sonce se ni prikazalo, oblački črni so ga skrili, dež bo je kazalo, na ves glas so kar zavpili. Kili, 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 jaka, zaka, oko, ama, bum, bum, bum. Kili, 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 jaka, zaka, oko, ama, bum. Ole, majole, kili, 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 bum, bum, bum. Ole, majole, kili, 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 bum. So tri palčke v roke vzeli, bobnari so še bolj peli. Sonce se je prismehljalo in bili so vsi veseli. Kili, 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 jaka, zaka, oko, ama, bum, bum, bum. Kili, 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 jaka, zaka, oko, ama, bum. Ole, majole, kili, 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 bum, bum, bum. Ole, majole, kili, 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 bum. Dober dan, otroci! Teta Diana ima za vas novo risbico, ki jo bomo skupaj narisali. Ste že kaj radovedni, katero sem tokrat izbrala? Naj vam namignem. Tam na bregu mož stoji, v roki metlo on drži. Rdeč korenček mu je nos, v noge pa je čisto bos. Se vam že sanja? Čivčav knjiga nam bo spet pomagala narisati sneženega moža. Ste pripravljeni? Gremo risati? Dajmo. Pa začnimo. Najprej mu bomo narisali glavo. Jaz ga bom risala z modro barvo. Njegova glava je okrogla. Pa narišemo en krog. Na napotku številka 1 naš sneženi mož dobi tudi oči. Jaz si bom izbrala črno barvo, pa mu bom narisala 2 piki, ki jih bom tudi pobarvala, oziroma 2 kroga, ki jih bom pobarvala, takole. Zdaj pa je čas za nosek. Jaz si bom izbrala oranžen nosek, takšne barve, kot je korenček, pa bomo narisali nedokončan trikotnik, jaz temu rečem, takole. Ampak ga ne dokončamo, narišemo samo kraka od trikotnika. Gremo na napotek številka 3. Tukaj bomo takole naredili pri nosku in tak polkrogec. Odlično, zdaj pa moramo snežaku narediti tudi trup. Spet vzamemo modro barvo in narišemo en nekoliko večji krog. Takole. Evo, kako vam gre? Super, gremo naprej. Na napotku številka 4 bomo našemu snežaku narisali lonec na glavi. In sicer tako, da mu najprej narišemo 2 navpični črti. Takole. Pa usta mu bomo narisali takole, da bomo narisali male pikice v polkrožni obliki. Takole. Evo. Se že smeje naš Snežko snežak. Gremo naprej. Tule bomo pod njegovo glavo narisali še tako ukrivljeno črto, ki bo kasneje postala šal. Gremo na napotek številka 5. Zaključili bomo lonec na glavi. Pa bomo tule ti 2 navpični črti povezali z vodoravno črto in loncu naredili še držalo v obliki polkroga. Takole. Naš Snežko snežak bo dobil tudi gumbe. Kakšne barve gumbov naredimo Snežaku? Naredimo recimo, oziroma narišemo, en bo temno roza barve. Takole. En krog. Pa ga pobarvamo. Takole. In še en krog, ki ga bomo pobarvali. Jaz si bom izbrala zeleno barvo. Takole. Tule spodaj.
in ga pobarvamo. Odlično. Takole, še šalu bomo dodali 2 rahlo ukrivljeni črti. Takole, pa še eno dodamo semle. Gremo naprej na napotek številka 6, kjer bo lonec od snežaka dobil 3 kroge. Takole, en krog, pa drugi krog, pa še tretji krog. 1, 2, 3. Drži? Takole, potem bomo snežaku še zaključili šal, tule bomo potegnili črto, da bomo povezali ti 2 črti skupaj. Vzamemo še rjavo barvo, s katero bomo snežaku naredili lesene oziroma leseni roki. Pa bomo takole potegnili eno črto ven, pa še na drugi strani eno črto ven. Gremo na napotek številka 7, kjer bomo naš šal olepšali in sicer mu bomo narisali črte. Vi lahko vašemu šalu narišete tudi trikotnike ali kroge ali pike ali kakršnega koli že želite, lahko naredite. Jaz bom sledila navodilom iz knjige Čiv čav in bom narisala črte. Takole. Takole, pa še tale spodnji del šala. Odlično. Roki ima na napotku številka 8, pa narišemo še manjše vejice, in sicer črte. Takole. Evo pa še na tej strani. Odlično! Šalu bomo dodali še resice, se pravi še male črtkane črtice. Evo jih, šal je dobil, da vidimo, smo kaj pozabili. Ne, v resnici naš sneženi mož ima vse. Ima klobuk na glavi, ima šal okoli vratu, ima 2 roki, ima 2 gumba, ima korenčkast nos, 2 očesi in 1 usta. Pa smo ustvarili še eno risbico skupaj. Če radi rišete z nami, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg, tako se lahko družimo še in še na Timi Kids TV. Kvisko, malo tu, malo tam. Dober dan, otroci! Ste pripravljeni na novih 6 vprašanj? Pa začnimo. Policist, kuharica, kmet. Katerega izmed 3 pokličemo, da ulovi lopova? Kaj mislite? Policista, seveda! Na katero številko? Na številko 113. Drži! Pokličemo takrat, ko vidimo lopova, če smo videli kakšno prometno nesrečo ali če smo bili mi udeleženi v prometni nesreči. Gremo naprej na drugo vprašanje. Gasilec, žirafa, babica. Koga bomo poklicali, da pogasi požar? Kateri izmed 3 ima gasilsko cev z vodo? Gasilec, seveda! Gasilce pokličemo na številko 112. Pokličemo jih, če kje zagori, če se nam mucek zapleza na drevo in ne zna sam dol. Še enkrat me spomnite, na katero številko pokličemo gasilce? Na 112. Gremo naprej, hitro, na tretje vprašanje. Krava, pujs, raca. Katera žival izmed 3 na sliki muka? Mu. Že veste? Krava muka. Mu. Moški kravi rečemo bik, mladičku pa tele. Krava nam da mleko in iz mleka lahko naredimo jogurt, sir. Same dobrote. Četrto vprašanje. Dežnik, copati, košara. Kaj od 3 stvari slik bomo potrebovali, če zunaj dežuje? Le kaj nas bo zaščitilo pred dežjem? Dežnik, seveda! Dežnik, da nas zaščiti pred dežjem, da nismo mokri. Čeprav je včasih kar prijetno brezskrbno čofotati po lužah in čutiti kapljice vode na obrazu. A ni to lušten občutek? Gremo na 5. vprašanje. Lev, tiger, kača. Katera od 3 živali sika? Katera od 3 živali?
Kače sikajo, tako je. Veste, da kače živijo skoraj povsod, razen na mrzli Antarktiki jih ni. Poznamo pa jih več kot 3000. Veste kaj še? Kače nimajo vek, njihove oči so ves čas odprte. Ja, tudi takrat, ko spijo. Prav ste slišali. Gremo naprej. Žirafa, gorila, krokodil. Katera od treh živali na sliki je zelene barve? Je to žirafa, gorila ali krokodil? Jap, krokodil je zelene barve. Veste, da so krokodili živeli že v času dinozavrov. Wow, tako zelo so že stari. Poznamo pa prave krokodile, aligatorje, kajmane in gavijale. Kvisko, to je to. Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? Dober večer, otroci. Ste že kaj zaspani? Ne še? Kako pa to? Kaj? Še pravljico bi radi slišali? No prav, danes vam preberem pravljico o pravi princeski Mili, ki je preveč radovedna. Mila, da česa ne presliši, za vsakim se potika po hiši, povsod se prikrade in vohlja, dokler teme pogovora ne razvozla. A ko postane prava princeska, ve, da se naskrivaj ne prisluškuje in se tja, kamor ni treba, ne vsiljuje. Včeraj je Mila opazila, kako je mama nekaj skrila, ne da bi ji kaj omenila. Zato v upanju na malo sreče vso omaro nemudoma premeče. A včasih je Mila prava princeska. Mama ve, kako se presenečenje pripravi, zato Mila nemiru se po robu postavi. Ko pride čas, zasliši mamin glas. Ljubica, zdaj zapri oči in počasi štej do 3. Ker Mila poskusila bi vse in to za ceno vsako, kljub opozorilom pomoči prst v omako. V ustih jo tako zapeče, da slab solzi iz oči priteče. Vodo loka v potokih, pa še kar vpije po obrokih. A včasih je Mila prava princeska. Če ji mama reče, jed ima veliko popra, v ustih te lahko močno zapeče, radovednost zna ukrotiti in se neprijetnosti ogniti. Ko starši imajo na večeri goste, Milo nekaj predrami in že v predsobi je v pižami. Da morebiti ne preslišala bi česa, se ne da motiti in še kar napenja ušesa. A včasih je Mila prava princeska. Čas pred uro za spanje z valom izkoristita za igranje. Starši kdaj želijo si poklepetati, brez otrok, ki poslušajo pred vrati. Ko se očka v delovno sobo zapre, Mila skozi ključavnico kuka in zre.
Tako težko se je zadržati, da radovednosti prav res ne pusti spati. A včasih je Mila prava princeska. Malo preden se odpravi spat, pri očku potrka, vendar ne odpira vrat. Ne pozabi me pocrkljati, preden zaspim, saj veš, da se potem lažje v sanje potopim. Če na dvorišču dan kaj na uho zaupa Lili, se Mila užaljeno obrne stran in cvili. Če mi ne povesta, kaj se gresta, nista več moja prijatelja, da vesta. Tako otroče izsiljuje in to kasneje obžaluje. A včasih je Mila prava princeska. Ne zaslišuje in ne vleče na ušeska. Ne zanimajo je več zadeve tuje, zato jo imajo radi vsi in to se ji prav dobro zdi. Komaj očka knjigo odpre, Mila trmasto se upre. Kar takoj bi zadnjo stran prebrala, ker jo tako zelo zanima, kako se zgodba bo končala. A včasih je Mila prava princeska. Če pravljica predolga je za en večer, s kazalko označi stran, preden zaspi, knjigo pa na nočno omarico odloži. Čeprav je zgodba strašno zanimiva, radovednosti do jutri ne bom popustila. Ko prideta sestrični Maja in Maruša, Mila njune zaupnosti za vrati posluša. Prav nič je vest ne kliče, čeprav pogovor se nikakor je ne tiče. A včasih je Mila prava princeska. Ne zanima je več, ali je kakšen fant, kateri všeč. Ker jo tako klepetanje dolgočasi, psu raje meče palico na jasi. Da bi se mama v miru kaj pogovorila, je pač nemogoče, saj radovedna Mila vse takoj izvedeti hoče. Z vseh strani jo nadleguje, cepeta in sprašuje, kaj je novega. A včasih je Mila prava princeska. Kot zahteva bonton, ne posluša, kaj mama govori v telefon. Ukvarja se raje s tem, kako dati novo podobo punčkinim lasem. Ko pa nekega dne zaloti Martino, kako po njenih osebnih stvareh stika, spozna, da to sploh ni fino in razume, kako pomembna je olika. Vsak ima pravico imeti kakšno skrivnost. Vedoželjnost že gre, pretirana radovednost pa je človeška slabost. Od takrat je Mila prava princeska. Vedno prej dvakrat premisli, preden kam prislonit, gre ušeska. Zdaj pa hitro, hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite, mene pa v svojem srčku skrite. Objem, polubček in sladke sanje. Kvisko, živali severa. Ste pripravljeni na novih 5 vprašanj? Pa začnimo. Los, rakun, lisica. Katera od 3 živali na sliki spada v družino jelenov? Kaj mislite, katera izmed 3? To je los! Ste vedeli, da je največja žival, ki jo najdemo v severnih gozdovih? Hkrati je največji predstavnik družine jelenov. Potem, ko se ima samico zelo rad, odvrže rogovje, spomladi pa mu zraste novo, je zelo dober plavalec in rad se potaplja. Gremo naprej na drugo vprašanje. Polarni medved, sova, pikapolonica. Katera od 3 živali na sliki je bele barve? Katera je bele barve? To je polarni medved, je velik sesalec, zver iz družine medvedov. Živijo približno 30 let, to je nekoliko manj kot sem jaz zdaj stara. So odlični plavalci, izjemno hitri, več kot zlahka prehitijo človeka. Tretje vprašanje. Sinji kit, kačji pastir, maček. Katera izmed 3 živali na sliki je največja na svetu? Največja. Kaj mislite? To je sinji kit, seveda. Tudi največje kopenske živali so v primerjavi z morskim velikanom mečkane. Sinji kit je največja žival na svetu. Spada med najbolj glasne sesalce. En sam sinji kit pa tehta kot 30 odraslih slonov. Gremo na naslednje vprašanje. Mrož, vidra, surikata.
Katera od treh živali na sliki ima okle? Le katera od treh? To je mrož. Veste, mroži imajo zelo debelo kožo, tako brez težav živijo v ledenih vodah. Svoje okle med spanjem uporabljajo kot oporo, na kateri jim sloni glava. Še zadnje vprašanje za vse vas. Tjulenj, antilopa, polž. Katera izmed treh živali na sliki živi na plavajočem ledu? Se vam že sanja katera? To je tjulenj. Tjuljni imajo gladko dlako srebrno-sive barve, ki ne prepušča vode. So zelo družabne živali in živijo v velikih skupinah. Če tjuljna kaj vznemiri, hripavo laja in jezno renči. Če pa se mu zgodi kaj hudega, ga oblijejo solze. Kvisko, to je to. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo. In na kmetiji kravo, ija-ija-jo. Je rekla mu tu, mu tam, mu tu, mu tam, mu povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo. In na kmetiji pujsa, ija-ija-jo. Je rekel tu, tam, tu, tam, povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo. In na kmetiji račko, ija-ija-jo. Je rekla ga tu, ga tam, ga tu, ga tam, ga povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo. In na kmetiji konja, ija-ija-jo. Je rekel nej tu, nej tam, nej tu, nej tam, nej povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo. In na kmetiji ovca, ija-ija-jo. Je rekla be tu, be tam, be tu, be tam, be povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo. In na kmetiji kokoška, ija-ija-jo. Je rekla kako tu, kako tam, kako tu, kako tam, kako povsod. Stari kmet je imel kmetijo, ija-ija-jo. Abu škatla. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. Gremo skupaj. Dan, dober dan, Abu škatla tu in ti si tam. Le kaj je Abu škatla pripravila za nas danes? Ste že radovedni? Res, tudi jaz. Dober dan, Abu škatla. Dober dan. Mi bi kar odprli pokrov, res smo že radovedni in zanima nas, kaj skrivaš tokrat v sebi. Lahko odprem pokrov, lepo prosim? Lahko? Yes! No pa odprimo. Wow! Abu škatla, nam boš tudi danes dala navodila? Boš? Najprej Najprej naj dam vse živali ven. Živali so noter. No, pa bom. Gospod lev. Dobro, potem imamo... Kdo pa je to? A je to srnjak? Bo držalo? Poglejte, kakšno lepo rogavje ima. Takole srnjak. Kdo pa je tale lepotec? Je to medved? Bo držalo. Medved. Kdo si pa ti? Mi znate povedati, kdo je to? Katera žival? Tiger je, odlično. Če jaz prav gledam, so tole vse samci, kaj ne? Lev, srnjak, očka medved in očka tiger. Vsak očka potrebuje tudi mamico. Pa poglejmo, če se v Abu škatli skriva tudi kakšna mamica.
O, pa se res. Poglejte jo. Kdo je to? Kako rečemo tej živali? Levinja je, res je. In h kateremu samcu spada levinja? K levu, kaj ne? Zelo dobro. Gremo naprej. Tule je srna. In mama srna spada k srnjaku. Zelo dobro. Tule imamo tudi lepo medvedko. In h komu spada lepa medvedka? Očiju, medvedu, močnemu. In tule je še tigrica, mama tigrica, ki spada k tigru. Ampak nekaj manjka. Mamica in oči imata običajno mladička. Odlično razmišljanje. No, pa poglejmo, ali se v obu škatli skrivajo tudi mladički. Pa se res. Kako rečemo mladičku, se pravi mladičku srnjaka in srne? Kako? Bambi, zelo dobro. Takole. Pa je družinica 3 popolna. Gremo naprej. Mali medvedek, mali igrivi medvedek. A gre k levu in k levinji? Ne, to ne bo držalo, kaj ne? Kaj pa k tigru in tigrici? Tudi ne. Kam? K medvedu in k medvedki. Seveda, logično razmišljanje, odlično. Gremo naprej. Tule je mali levček, res je. In mali levček spada k mamici levinji in kočku levu. In samo še en mladiček nam manjka in to je mali tigrček, ki spada k mami in očku, tigru in tigrici. A so naše 4 družine popolne? Družina levov, družina srnjadi pa medvedov in na koncu še družina tigrov. Se pravi, koliko družin imamo? 4, kaj ne? 1, 2, 3, 4 družine. Ampak v obu škatli se skriva še nekaj. Ne vem sicer, sploh ne vem, kako naj vam razložim, vam bom kar pokazala, pa mi boste vi poskusili pomagati. Boste? Poglejte, vemo, da je to balon. Nekaj notri ropota. Pa še en enak balon, nekaj notri ropota. In potem še tretji enak balon in spet nekaj notri ropota. In tule še 4. balon, enak. In tudi nekaj ropota. Kaj pa če obu škatlo prosimo za malo pomoči? Obu škatla? Kaj pa si mislila s temi 4 baloni? Da jih preštejemo, da povemo, da so 4 in da so bele barve? Si morda to imela v mislih? Ne, počiti jih moram. A res? Ampak v dilemi sem, s čim pa naj jih počim. Veš, enkrat v preteklosti sem že poskusila z zobmi, poskusila sem jih močno stisniti k sebi, pa ni šlo. Ampak takrat, morda obu škatla na sebi ali v svoji notranjosti skriva kakšen oster predmet. Dajmo pogledati. A vi vidite kaj nenavadnega na tejle kvadratni, beli, z modrimi pikami posuti škatli? Kaj pa je tole? To je pa nek rumen ananas na zobotrebcu. Je to oster predmet. Mislite, da lahko z zobotrebcem počimo te 4 balone? Lahko, kaj ne? No, pa jih dajmo. Zamašite si ušesa. Ste? Holala! Listek je notri. Dobro, ko bom tule spravila, da vidim, kaj se skriva v drugem balonu. Holala! Kam si pobegnil, listek? Pridi sem. Tukaj le je drugi listek. Da vidimo, kaj je v 3. balonu. Imate še vedno ušesa zamašena? Odlično. Holala! Evo ga! 3. listek in še 4. listek. Pa je res 4. listek. Dobro smo predvidevali. Zdaj pa, kaj pa je na teh listkih? No, pa da vidimo. Veste, kaj je na teh listkih? A bo škatla nas želi naučiti nekaj
o vsaki družini posebej. Poglejte, piše. Medvedi so aktivni podnevi in ponoči, so zelo dobri plezalci in plavalci, jejo rastline, jagode recimo, različne koreninice, pa med imajo zelo radi. Radi pa pojejo tudi kakšno drugo živalico, kakšnega žužka, pa ribe imajo tudi zelo radi. Koliko novega in zanimivega smo izvedeli o medvedih. No, poglejmo, kaj nam ima Buškatla povedati o levji družini. Lev je velika mačka, ki tehta tudi do 250 kilogramov. To pomeni, da je en sam lev težek toliko kot 5 dijan. Kako zelo težka žival je to. Levi se družijo v družinah, ki jim rečemo krdela. Levu rečemo tudi kralj živali, ker je neverjetno močan in krasi ga veličastna griva. So mesojedi, jejo zebre, gnuje, bivole. So pa levi precej leni. Kaj? Ne počnejo prav veliko, piše tule. Medtem ko so samice zelo urne, skrbijo za mladiče in hrano. Zanimivo. Gremo naprej. Poglejmo, kaj nam ima Buškatla povedati o srnjadi, o tejle družinici. Srnjad, se pravi srnjaki, srnice, bambi, živijo v gozdovih, na poljih, na travnikih. Aktivne so predvsem v mraku, ko se pasejo. Čez dan so bolj kot ne v kakšnem mirnem, skritem kotičku. Slišijo zelo dobro, hitro tečejo, tudi skačejo in plavajo. Jejo gobe, kakšna zelišča, travo in različne plodove. Zanimivo. Gremo še na četrto družinico. Tiger, tigrica in tigrček. Tiger je največji predstavnik mačk. Najraje je sam, za razliko od drugih mačk imajo tigri zelo radi vodo. Ko je res, a vi ste vedeli to? V njej veliko plavajo ali pa se le hladijo, če jim je vroče. Pojejo približno 45 kilogramov mesa na noč. To je, kot bi pojedli 400 hamburgerjev. Po noči vidijo bolje kot mi, kar 6-krat. Kakšen oster vid. Njihove proge so enako kot naši prstni odtisi. Niti dva vzorca nista enaka. Kje pa so naši prstni odtisi? Vi znate pokazati? Tukaj ne, v tehle blazinicah so prstni odtisi. Tako, Buškatla je, tako kot vedno, tudi tokrat presenetila. Zdaj pa je, dragi moji otroci, čas, da se teta Diana poslovi od vas. Ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg, tako se lahko gledamo še in še na Tini Kids TV. Kvisko, kaj Medo počne? Poznaš odgovore čisto vse? No, da vidim, če res. Kaj Medo vozi? Motor, traktor ali avto? Katero prevozno sredstvo? Odštevamo! Traktor Medo vozi. Kakšne barve? Modre. Kakšne barve pa je srce, ki ga je Medo narisal? Rumene, rdeče ali modre? Rdeče barve je srce, ki ga je Medo narisal. Gremo naprej. Kaj skriva Medo za hrbtom? Rože, čokolado ali knjigo? Kaj bo podaril medvedki? Rože ji bo podaril. Kako je pozoren tale Medo, kaj ne? Kaj nosi Medo gasilec? Je to gasilska cev, rože ali lestev? Odštevamo! Lestev nosi Medo gasilec. Mu bo prav prišla, če bo reševal mucka z drevesa, kaj ne? Kaj pa Medo vozi v samokolnici? Je to korenje? So to jabolka ali buča? Bučo vozi v samokolnici, le kam jo pelje? V kaj pa se je zapletel Medo? V travo, v klobčiče volne ali v morske alge? V
V pisane klobčiče volne se je zapletel, ah ti neroda ti. Kaj drži Medo v rokah? Gasilsko cev, vodni hidrant ali gasilni aparat? Gasilni aparat drži v rokah. Odlično, gremo dalje. Je Medo na sliki policist, čebelar ali učitelj? Neke čebelice letajo okoli njega, kaj ne? Čebelar je, aha. Koliko srčkov drži Medo v rokah? Enega, dva ali tri? No, preštejmo, hitro! En srček drži Medo, le komu ga bo podaril? Koliko balonov je na sliki? En, dva ali trije? Pa preštejmo. Trije baloni so na sliki, odlično! Na kaj Medo nabada seno? Na lopato, na grablje ali na vile? So vile podobne vilicam? Podržalo, kaj ne? Tako je, na vile nabada Medo seno. Kaj pa ima Medo v košari? Sadje, zelenjavo ali sladkarije? Meni se zdi, da ima notri repo in korenje. Tako je, Medo ima v košari zelenjavo. Kvisko, to je to in odlično vam je šlo. Vsakič, ko se odločim, da se kaj novega naučimo narisati, ne gre drugače, kot pa da mi na pomoč priskoči knjiga Čiv čav. Notri so krasna navodila, ki nas peljejo korak za korakom do končnega izdelka. No, pa začnimo z muckom. Tule sem si dala listek, sem si označila, kje je mucek. Poglejte ga. Mjau, mjau. Poznate tisto pesmico, ko mucek vabi miško k igri? Poznate? Miška mala, pridi sem, s tabo se igrati čem. Miška k mucku neče, brž v luknjo steče. Mucek, ne bodi žalosten, mi se bomo s tabo igrali, kaj ne, otroci? No, pa narišimo mucka. Izberemo si, katero barvo si bomo izbrali? Jaz si bom izbrala, težka odločitev, ko pa imam toliko barv na izbiro. Ampak izbrala si bom črno barvo. Zmenjeno? Pa začnimo pri koraku številka 1. Najprej bomo mucku narisali glavo okrogle oblike in nosek v obliki trikotnika. No, pa začnimo. Glava, se pravi, naredimo kar okroglo glavo. Upam, da je vam uspel krog bolje kot meni, ampak trudim se, to je edino, kar šteje. Nosek, smo rekli, bo trikotne oblike. Takole. Gremo na napotek številka 2. Naš mucek bo dobil ušesa, oči in usta. No, pa začnimo pri ušesih. Bomo tudi narisali takšne majhne trikotnike, najprej na moji desni strani in tule še en trikotnik na moji levi strani. Ste narisali? Gremo lahko naprej? Lahko. No, pa narišimo mucku oči. In sicer 2 manjša krogca, tule v zgornjem delu glave in oba krogca seveda pobarvamo. Grem lahko naprej na usta? Zdaj pa narišemo 2 manjša polkroga in sicer začnemo tule pri koncu nosu in gremo najprej v mojo levo en polkrog in potem še v mojo desno en polkrog. Odlično! Naš mucek ima sedaj usta in lahko pije mleko. Gremo na napotek številka 3.
Naš mucek bo dobil trup in brčice. Brčice bomo narisali takole, poglejte. Ha! Ena črta, kot pravi umetniki, še enkrat. Ha! Pa gremo še tretja. Ha! Tretja črta in enako ponovimo na levi strani. Pa gremo. Ha! Pa še ena črta. In še ena. In naš mucek ima krasne brčice. Obljubila sem tudi, da pri napotku številka 3 naš mucek dobi trup. Tule pod glavo mu bomo narisali še en krog. Takole. Opala, vam je uspelo? Je? V redu, gremo naprej. Na napotku številka 4 naš mucek dobi take pikice tukaj pri ustih. Takole, samo takole naredimo. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. 1, 2, 3, 4, 5. Ste? Dobro. Gremo naprej. Nogice oziroma tačke. Narišemo najprej tule nekje od sredine trupa. Potegnemo eno ravno črto. In potem še vzporedno potegnemo drugo ravno črto. In poleg teh dveh ravnih črt, tule pri strani, narišemo eno ravno nekoliko krajšo črto in tule na moji desni še drugo nekoliko krajšo ravno črto. V redu? Jaz sem, kaj pa vi? Ste? Ok, gremo naprej. Napotek številka 5, naš mucek, dobi šapice, tačke, blazinice. Tule na koncu bomo narisali en krog in še en krog. Odlično. In enako ponovimo tule pri zadnjih tačkah. En krog in še en krog. Odlično. Koliko krogov imamo zdaj? 1, 2, 3, 4. 4 kroge. Gremo na napotek številka 7. S čim miga mucek? Kaj ima zadnji? Kaj ima? Rep, seveda. In tule zadaj mu bomo narisali repek. Takole. Na napotku številka 8 naš mucek dobi frizurco. Poglejte, kakšno frizurco ima. Takole bomo narisali en trikotniček, pa še en trikotniček, pa še en trikotniček, 3 trikotnički in naš mucek ima krasno pričesko. In če pogledam bolje na številko 8, je to pravzaprav zadnji napotek. In naš mucek je končan. Kar lahko naredite je seveda, da ga pobarvate. Poglejte, v Čiv-čau knjigi je mucek take rjave barve, rdeča ušesa ima, rdeč nos, temno rjave tačke, temno rjavo frizurco. Vzemite si čas in svojega mucka pobarvajte. Preden narišemo kužka, pa se moramo posloviti od mucka. Mucek, lepo se imej, hvala za družbo. Odlično. Čist list papirja za novo umetnino. Pa poglejmo, kako zahtevni so napotki v Čiv-čau knjigi. Tako lepo je vse razloženo, da ne bo nikakršnih težav. O kužku tudi znam eno pesmico. Kaj pa vi, poznate kakšno? Recimo tisto od Hajli. Naš kuža je hodil sosedi v vas, ga psička vabila je vsak dan na glas. Ob mraku koputke pospravil je spat, je tačke si sčistil in šel vasovat. No, naš kuža je šel vasovat, mi pa se ga ta čas naučimo narisati. Tako, najprej izberemo barvo, s katero bomo risali. Jaz si bom tokrat izbrala oranžno. Kaj pa vi? Kaj? Ne slišim. Roza, modro, rdečo, krasno. Kakšne lepe pisane barve. Začnimo z risanjem. Napotek številka 1 pravi, da kužku najprej narišemo okroglo glavo. No, pa začnimo. Naredimo en velik krog in ta bo od kužka glava. Na napotku številka 2 naš kuža dobi, poglejte, dobi smrček in dobi oči. Kuža bo spregledal. Končno bo lahko videl, kaj se dogaja okoli njega. Pa mu narišimo smrček take ovalne oblike. In 2 očesi, tule v zgornjem delu glave. Se pravi 2 kroga, ki ju potem tudi pobarvamo.
Takole. Moj kuža že gleda, kaj pa vaš? Tudi gleda, odlično. Na napotku številka 3 naš kuža dobi ušesa. Z ušesi pa poslušamo. Tako je. Pa mu narišimo najprej enega na levi strani in potem še enega na desni strani. Ušesa smo mu narisali v obliki vodnih kapljic. Se še spomnite prejšnjih risbic, ki smo jih risali? Velikokrat smo že uporabili te vodne kapljice za ušesa pri živalicah. Gremo naprej na napotek številka 4. Naš kuža bo dobil trup in sicer ravno tako okrogle oblike. In tule od smrčka navzdol mu bomo narisali eno ravno črto. Ste? Gremo lahko naprej. Gremo na napotek številka 5. Naš kuža se bo smečkal. Usta mu bomo narisali v polkrožni obliki. Takole. In dobil bo sprednji tački. 2 navpični črti bomo narisali takole. Eno ob drugi. Gremo na napotek številka 6. Kuža bo dobil še zadnji tački. Takole 2 črti, eno na moji levi, eno na moji desni strani. In rep. Seveda, kako bomo pa vedeli, da je kuža vesel, če ne bo imel repka? No, pa mu narišimo tule na moji levi repek. Odlično. Na napotku številka 7 dobi naš kuža tačke, oziroma tačke zaključimo. Tule na koncu narišemo kroge. Večkrat bom umaknila knjigo, da bom lažje risala. Tako, na vseh 4 tačkah narišemo kroge. Lahko preštejemo še enkrat, koliko tačk ima kuža. 1, 2, 3, 4. 4 tačke. Gremo naprej še na napotek številka 8. Jaz mislim, da naš kuža ima že vse. No pa poglejmo. Ušesi ima, da lahko sliši. Oči ima, da lahko vidi. Smrček ima, da lahko voha. Usta ima, da lahko je oziroma okuša hrano. Repek ima, da lahko z njim miga. Tačke vse 4, da se lahko premika hitro ali počasi. Trup ima, glavo ima. Tada! Uspelo nam je! S skupnimi močmi smo se naučili narisati kužka. Vam je všeč? Meni zelo. Muc in kuža, ljubljenčka 2. Kdo narisati ju zna? Mi! Kvisko živali. 5 novih vprašanj imam za vas, otroci. Dobro me poslušajte. Nosorog, lev, zebra. Katera od 3 živali na sliki ima rog na nosu? Le katera od 3 živali na sliki? Nosorog! Veste, nosorog je zelo velik in težek. Njegova posebnost je rog na nosu, zato ga imenujemo nosorog. Nekateri imajo en, nekateri pa celo 2 rogova. Največja vrsta nosorogov so beli ali širokousti nosorogi. Gremo naprej na drugo vprašanje. Žirafa, opica, zebra. Katera od 3 živali na sliki je zelo podobna konju? Kaj pravite, katera? To je zebra! Vsaka zebra ima drugačen vzorec prog, tako se med seboj lažje prepoznajo. Veste, zebre živijo na sušnem področju afriške savane. V obdobju z malo dežja si iščejo vodo, tako da hodijo kilometre in kilometre daleč, da bi jo našle. Gremo naprej na tretje vprašanje. Slon, kača, tiger. Katera od 3 živali na sliki je plazilec? Katera se ves čas plazi po tleh? Kača je pravilen odgovor. Kače so plazilci. Prekrivajo jih čvrste luske, med katerimi imajo raztegljivo kožo. Kače lahko živijo skoraj povsod, večina pa jih živi v toplih območjih. Kačje telo nikoli ne preneha rasti, ko ji koža postane pretesna, jo sleče. Gremo dalje. Žirafa, opica, nosorog. Katera izmed 3 živali na sliki je najvišja? Žirafa!
Žirafa je najvišja. Žirafa je tako visoka, da mora zelo razširiti prednje noge, da bi se sklonila do tal in pila vodo. Je liste in poganke dreves in rečemo ji prežvekovalka, zato ker ves čas prežvekuje. Še zadnje vprašanje. Slon, lev, tiger. Katera od treh živali na sliki ima grivo? Le katera ima grivo? Dobro premislite. Lev ima grivo. Lev je velika mačka, lahko je težji od 3 odraslih ljudi. Samci imajo okoli glave dolgo dlako, ki ji rečemo griva. Živijo v družinskih skupinah, ki jih imenujemo krdela. Kevisko, to je to. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. Gremo skupaj? Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. Dragi moji otroci, veste, me poštar je spet obiskal. Heidi in paketek je naravnost v poštni nabiralnik dal. Mislim, da je napočil čas, da zavpijemo na ves glas. Hvala, Heidi! Se spomnite, da smo prejšnjič močno stiskali pesti, da nam Heidi še kakšen paketek v poštnem nabiralniku pusti. In če si nekaj močno želimo in potem še za to močno delamo, veste, vse se nam lahko uresniči. Samo potrpežljivi moramo biti, ne gre vse čez noč. Trdo kuhano jajce tudi potrebuje 8 minut, da se skuha in nič prej. Ja, vse potrebuje svoj čas. Jaz sem si res zelo želela, da bi Heidi naše želje resno vzela. In jih je. Ne samo, da nas je slišala, uslišala nas je. Zato pa imamo pred seboj paketek z novimi igračami. Ne vem, kakšnimi bomo skupaj ugotovili. Tako zelo sem radovedna, kaj nam je tokrat poslala. Morda pa nam je spet kakšen namig v pismu izdala. Preberimo in si radovednost potešimo. Ste za? Ste? Okej. No, pa poglejmo. Čiv, Diana, kakšne glasne misli si mi z otroki poslala. Veš, sem razmišljala, s čim naj vas pocrkljam, katero igračo naj tokrat v paketek dam. Sem sicer vse lepo zavila, poštarja prosila, da previdno in varno ga nese in naj pazi, da kaj se ne strese. A včasih nerodi se tudi to zgodi, da obljubo prelomi in paketek spusti. Zdaj notri ni nič več, kot je bilo, le kdo na pomoč priskočil mi bo. Ja, kdo? Kakšno vprašanje je to? Ja, jaz in otroci ti bomo priskočili na pomoč, kaj ne otroci? Tako je! Se bomo močno potrudili in Heidi in paketek nereda rešili. Ste pripravljeni na akcijo? Jaz sem že malo pokukala v Heidi in paketek in prav je imela. Poglejte, poštar je res povzročil pravi nered. Ja, Heidi nam je poslala 2 zabojčka. V enem sadje, v drugem zelenjava. Zdaj je pa vse pomešano. Mi boste lahko pomagali, boste, da ločimo sadje in zelenjavo. Poglejte, tule so še neke kartice in na teh karticah piše, zakaj je katero sadje dobro za nas oziroma zakaj je katera zelenjava dobra za nas. No, pa dajmo čisto naključno izvleči prvo sadje ali zelenjavo. Kaj pa je to? Je to bučka? Poglejte, ja. Bučka je, ja. No, pa poglejmo. Ja, najprej mi povejte, je bučka sadje ali zelenjava? Zelenjava, odlično! Tale se mi je zdela kar težka, ampak vidim, da vam gre zelo dobro. Evo, že iščem, zakaj so bučke dobre za nas. Že iščem jagode, banane. Jo, koliko enega sadja in zelenjave. Bučke, evo, našla. Bučke izboljšujejo koncentracijo, krepijo mišice in srce. Imajo veliko vitaminov in mineralov.
Kdo ima rad bučke? Ne, jih ne marate vsi. No, upam, da bomo našli kakšno drugo zelenjavo, ki vam je všeč. Gremo naprej. Kateri sadež pa je to? No, povejte mi. Je to pomaranča? Odlično. A sem prehitro povedala, da je to sadje? Ampak se to ste vedeli. Kaj ne, da ste vedeli? Krasno. No, pa poglejmo, zakaj so pomaranče dobre za nas. Evo, piše. Med drugim so zelo dobre za naše srce. Imajo veliko vitamina C in tudi za naš vid so odlične. Pa še tako dobrega okusa so. Gremo dalje. Kaj pa je tole? Povejte mi, to je korenje, tako 2 korenčka sta. Pa mislite, da sodite v zaboj s sadjem ali v zaboj z zelenjavo? Sadjem? Ne, zelenjavo? Ste prepričani? Ste? Odlično. No, pa poglejmo, zakaj je korenček dober. Evo, tukaj je prva kartica. Piše, korenje je dobro za naše oči. Prav tako je dobro za našo kožo in tudi rane se hitreje celijo, če ga veliko pojemo. Pa varuje naše možgančke. Korenček je res dober. Ga imate radi? No, marate. V juhici? Kaj ga date ven? Ne, seveda ga pojeste. Korenje je zelo dobro in zdravo za nas. Gremo dalje. Kdo pozna tole? Kaj je to? Redkvica je odlično. Pa sodi v zaboj s sadjem ali v zaboj z zelenjavo? V zaboj z zelenjavo? Zelo dobro. No, pa poglejmo. Redkvica. Redkvica vsebuje veliko vitaminov, ki so dobri za naše telo. Redkvico jaz imam najraje kar surovo. Veste, tako jo vzamem. Zelo, zelo je dobro. Gremo dalje. Ja, ne smem škilt. Ok, tako. To pa vsi poznamo, kaj ne? No? Jabolko je odlično. In za jabolko vsi vemo, da sodi v zabojček s sadjem. Krasno. Pa poglejmo, zakaj so jabolka dobra za nas. Evo, iščem jabolka. Piše, da krepijo naše srce in ožilje. Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran. Vsi poznamo ta izrek, kaj ne? No, tule sem videla še eno jabolko, poglejte ga. To je zelene barve, ja, lahko so rdeča ali zelena. In obe jabolki sodita v zabojček s sadjem. Odlično. Gremo Vaš čas škili pogled mi uhaja, ker je toliko zanimivih sadežev in zelenjave, da si sploh ne moram pomagati. A lahko gledam, prosim, lahko? Hvala. Zdaj si bom pa izbrala. Še eno bučko sem našla. Bučke smo že prej imeli. Koliko bučk je zdaj? 1, 2 bučki in obe sodita v zaboj z zelenjavo. Gremo naprej. Zdaj pa bom... Najraje jih imam. Kaj so to? Jagode. Odlično. In jagode so sadje. Zdaj pa poglejmo, zakaj so jagode dobre. Takoj na prvi kartici piše. Polne so vitaminov, ki so dobri za nas. Okusne, slastne, sladke, pa še polne vitaminov. Gremo naprej. Zdaj bom... spet nekaj rdečega. No, mi znate povedati, kaj je to? Paradižnik, zelo dobro. Pa je paradižnik zelenjava ali sadje? Zelenjava. Krasno, pravilen odgovor. Pa poglejmo, zakaj je paradižnik dober za nas. Piše, paradižnik je dober za naš srček. Zaradi njega so tudi naši lasje lepši. Skrbi tudi za zdrave kosti. Zelo dobro. Imate radi paradižnik? Jaz tudi. Gremo naprej. Imamo še eno pomarančo. Pomarančo smo imeli že prej. Imamo 2 pomaranči in obe gresta v zaboj s sadjem. Naprej. Hruška. Hruška, debeluška, na vejici sedi, vetrček zapiha, pa hruška odleti naravnost v zaboj s sadjem.
Hruška je tudi polna vitaminov in blagodejno deluje na naše telo. Gremo naprej na... Bi mi znali povedati, kaj je to? Je to kivi? Res je. Je kivi sadež ali zelenjava? Sadje, odlično. Pa poglejmo, zakaj je kivi dober za nas. Kivi, zaradi njega bolje spimo, dober je za našo kri in poln je vitaminov. Krasno. Gremo naprej. Imamo še, a vam lahko namignem, 4 kartice, kar pomeni, da se tule v paketku skrivajo še 4 sadeži oziroma 4 vrste zelenjave. No pa poglejmo. To pa vsi dobro poznamo. Ne samo, da jih imamo mi radi, tudi opice jih imajo rade. Kaj je to? Banana, zelo dobro. Pa je banana zelenjava ali sadje? Sadje, odlično. Pa poglejmo, zakaj so banane dobre za nas. Tule piše, da vsebujejo veliko dobrih stvari, ki med drugim poskrbijo, da smo bolj srečni in sproščeni. Se pravi, če jemo veliko banan, smo banana srečni, Malo se hecam, vsi smo srečni, lahko tudi, če ne jemo banan, ampak očitno vsebujejo v sebi takšne stvari, da smo posledično bolj srečni. Tako da, kar jejte banane. Gremo naprej. Tule je, kaj pa je to? Zelenjava, vem, ampak katera zelenjava? Česen. Kdo ima rad česen? Ampak zdrav pa je, poglejmo, zakaj je dober za nas. Piše, da je dober za naš spomin. Mogoče bi pa vsem bilo dobro, če bi kakšen košček česna pojedli, če je res dober za spomin. No, bomo razmislili, kaj ne? In gremo dalje. Tule je, zelo kisla je. Kaj pa je to? Limona, odlično. Pa vemo, kam spada. Spada v zaboj s sadjem ali v zaboj zelenjavo? Zelenjavo, kaj ne? Ne, kdo je rekel ne? Ne, med sadje spada. Bo držalo. No pa poglejmo, zakaj je limona dobra za nas. Tule piše, da je dobra za naše ledvičke, pa za naš srček in tudi prehlad odganja. Tako majhna in tako kisla, pa tako koristna. Neverjetno. Le še ena stvar nam je ostala in to je... Kaj je to? Čebula, odlično. Je čebula sadež ali zelenjava? Sadež? Zelenjava? Zelenjava, kaj ne? Res je. Čebulo je dobro jesti, ker obnavlja celotno telo. Odlično. Pa nam je uspelo. O neredu ne duha, ne sluha. Heidi bo zelo ponosna na nas. Kako ne bi bila? Poglejte, sedaj je sadje v enem zabojčku, zelenjava pa v drugem. In preden se poslovim, bi vam rada rekla samo še to. Potrudite se, da vsak dan pojeste vsaj en sadež in eno vrsto zelenjave. Vem, da mogoče nimate najraje sadja ali zelenjave, ampak ne pozabite na vse, kar smo prebrali, na vse dobre in pozitivne učinke, ki jih ima tako sadje kot zelenjava na naše telo. A smo zmenjeni? Smo? Roka? Roka. Zdaj pa, dragi moji, je čas, da se teta Diana poslovim od vas. Če bi se radi še igrali z nami, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg, tako se lahko družimo še in še na Timi Kids TV. Objem, polubček in pa do prihodnjič.